Sedaj pa pred mikrofon vabim notranjega ministra Demosove vlade, gospoda Igorja Bavčarja. Prosim, beseda. Gospe in gospodje, veterani, veteranke, soborci, soborke, lep pozdrav. Najprej bi se rad zahvalil za ta izjemno lep trenutek, za to darovano mašo, posebej spominama prav na današnji dan preminuloma Miroslavu in Antonu, mojim soborcem, ki sta tu tragično izgubila svoje življenje. Poslušam, bom rekel, danes povsod besede, ki so zelo podobne uvodnemu nastopu našega predsednika in si mislim, kaj pravzaprav povedati, a je potrebna tolažba, ali je potrebna spodbuda, a lahko razložimo to, kar se danes dogaja, ko vsi upravičeno ugotavljamo, da pravzaprav ni neke velike navdušenosti nad tem, kar smo dosegli pred 34 leti. Da nekako v ljudeh manj je seveda težko razumeti nekatere politike, ki svojo kredibilnost še vedno iščejo v času komunistične revolucije. Ampak pri ljudeh tudi ni nekako, bom rekel, zaznati tistega vznesenega trenutka, ki smo mu bili priča pred 34 leti. Ko se sprašujem, zakaj pravzaprav ugotavljam, da smo, bom rekel, kljub besedam, ki smo jih tudi danes slišali o stoletnih sanjah slovenskega naroda, vendarle odkrito srčno povejmo, da v celotni zgodovini pred našo državo v resnici ni bilo ene resne politične organizacije, ki bi imela moč, da bi v svoj program zapisala svobodno, neodvisno državo. Bili so posamezniki, ki so sanjali o tem, ki so pisali o tem, ki so, bom rekel, diskutirali o teh vprašanjih, ampak že ko smo pri teh vprašanjih, je treba vedeti zgodovinsko, da smo v vse te zveze, v katere smo vstopali, vedno vstopali bolj z nekim naključjem in bolj po sili zgodovinskih razmer kot z našo voljo. V Avstro-Ogrski smo bili, če danes se spominjam mojega deda, on je bil kar zadovoljen. Takrat je bila agrarna reforma, dobili so zemljo, slovenske šole, služboval je Avstro-Ogrski vojski v slovenskem polku pod slovenskimi poveli, ki jih v Jugoslaviji ni bilo v času jugoslovanske armade. Pa vendar je ta Avstro-Ogrska, ki se je njemu zdela večna, trajala samo 51 let. Obe Jugoslaviji, v katerih smo bili, so trajali nekaj čez 70 let. V SHS smo vstopili tako, da so Korošca poklicali z Dunaja in je prišel v Zagreb na ta ustanovni sestanek. Tukaj ni bilo neke velike slovenske volje, nekega referenduma ali pa, bom rekel, nekega ustanovnega političnega organa, ki bi o tem kaj sklenil. In tudi leta 1945, potem, ko smo pristali v tej Jugoslaviji, je to bila, bom rekel, bolj intenca takratne komunistične partije, ki je z revolucijo prevzela oblast, in seveda razmer v takratnem svetu, ki so mnoge narode takrat kljub svoje domiselnosti potisnile v druge režime. Ne smemo pozabiti, da je leta 1945 prav z voljo velik del Evrope ostal pod komunizmom. Še Churchill ni pustil, da bi poljski piloti, ki so bili eni najboljših vojaških pilotov v bitki za Anglijo, korakali v veliki zmagoviti paradi v Londonu, zaradi tega, da se ne bi zameril Stalinu. Čeprav je po drugi strani že snoval napad, katerega načrt se je imenoval nepredstavljivo, unthinkable, kjer je hotel prepričati Roosevelta, da bi Ruse vrgel nazaj na zgodovinske meje Poljske. Pa vendar mu to takrat ni uspelo. Tudi pri nas je bila podobna situacija. Naše katoliško vodstvo in domobranci so si ves čas upali, da bo prišlo do invazije v Dalmacijo ali Istro, da bi na ta način
bom rekel, zavezniškimi silami oblikovali neko drugačno, ne pa komunistično državo, vendar do tega ni prišlo. Ampak v tej bitki za moč, za interese, so vsi kalkulirali na vse strani. Malo vemo o tem, da je na marčevskih pogovorih 1943 Tito poslal Đilasa, Velebita in Popoviča v Zagreb, da so s von Horstenauom diskutirali o tem, da če pride do invazije v Dalmacijo ali Istro, da bodo partizanske enote stopile skupaj z Nemci v obrambo obale. Zakaj? Zaradi oblasti. Zaradi tega, da lahko, bom rekel, nemoteno, ker so vedeli, da prihod zavezniških sil v takratno Jugoslavijo pomeni seveda konec revolucije. Žal smo bili pogosto v zgodovini predmet teh trgovin. Z Rapalsko mejo so nam odrezali, bom rekel, skoraj polovico države in tako naprej. In veličina teh dogodkov izpred 34 let je, da je končno prišla zmagovita politična garnitura v Demosu, ki je imela jasen program, do katerega se je težko prekopala. Jaz sem vodil v vladi, bom rekel, skupino, komisijo za osamosvojitev. Prvi predlogi so bili za konfederacijo, ker sami nismo imeli, moji sodelavci niso imeli dovolj poguma, da bi mislili svet v neki samostojnosti. Poleg tega je bilo celotno okrožje okoli nas nenaklonjeno samostojni Sloveniji. Baker je povedal Ruplu in Kučanu v Beogradu, da nikoli ne bomo dobili samostojnosti. Ameriški veleposlanik Zimmermann, ki je prišel v Slovenijo, se ga dobro spomnim, v moji pisarni je rekel: vi sanjate, mladenič, dobesedno s temi besedami, vi nikoli ne boste samostojni. Vse socialistične vlade, ki so takrat prevladovale v Evropi, so bile proti, da bi dobili neko samostojno državo. Ne toliko zaradi nas, kot zaradi Rusov. Ker so se bali razpada Sovjetske zveze, bali so se, kaj se bo iz tega izcimilo, in na ta način, bom rekel, so bili proti temu, da tudi druge večnacionalne države razpadajo. In bom rekel, v nekih okoliščinah in združitve Nemčije in padca Berlinskega zidu in bom rekel vsega tega, kar nas je, in seveda potem decembra 1991, ko se je tudi za našo samostojnost v bistvu razpadla Sovjetska zveza, je bil tudi tisti trenutek, ko je slovenska politična oblast, bom rekel, naredila program osamosvojitve in šla na referendum. Mi smo prvič v zgodovini z referendumom Slovenk in Slovencev dosegli in si zapisali svojo samostojno pot. To je izjemna veličina. In potem smo imeli še dva referenduma. Prvega o Evropski uniji in drugega o NATO. In na obeh smo dosegli večino, dvotretjinsko in več. In to so tisti temeljni kamni, ki nam dajo neko gotovost. Če smo prej gotovost iskali v nekih večnacionalnih državah in tako naprej, zdaj smo v družini svobodnih narodov in narodnosti in bom rekel, držav Evropske unije. Ampak ta svet, v katerega smo takrat vstopili, je danes drugačen. Postaja drugačen. Lahko se zgodi, da bodo ti temeljni kamni spet predmet, bom rekel, velikih nihanj in mimogrede se lahko zgodi, da se poleg Brexita, ko je Velika Britanija odšla, da se marsikaj zgodi tudi s to Evropo, ki je zaspana, ki je prepočasna, ki, bom rekel, je v teh svojih notranjih razlikah ne zna najti tistih skupnih imenovalcev, ki bi jo potegnili naprej. In tudi vprašanje NATO. Veste, zgodovinsko gledano, bom povedal samo en primer, ko je šlo za končne bitke v drugi svetovni vojni. Eisenhower, ki je bil, bom rekel, poveljujoči zavezniških sil, prepovedal Montgomeryju, da gre iz Porurja v Berlin, čeprav bi prišel bistveno hitreje, kot bi prišli Rusi. Ampak je pustil, da je Sovjetska zveza oziroma armada zavzela Berlin in ta del Nemčije. Pozneje je v pismih Churchillu razlagal, da je to storil zato, ker je čuval ameriška življenja in zavezniška življenja. Res je, v bitki za Berlin je padlo skoraj 400,000 Sovjetov. Ampak, hočem vam povedati, tudi danes Trump, ki je, bom rekel, zelo kontroverzna oseba, govori o tem, da se njegova
da se Američani ne bodo borili za eno majhno državo in izgubljali svoje življenje. Vse ta vprašanja so tu. Vse to, kar se nam je zdelo leta 1991, da je za vekoma in veke odpravljeno, je nazaj tu. In zato je pomembno, da imamo svojo državo. Samo lastna država nam omogoča, da se v teh kritičnih časih lahko znajdemo, se zmenimo. In jaz sem seveda ob vsem tem, ko je v tej notranjem prerivanju, ko Bog pomagi, še zdaj nismo pokopali vseh mrtvih in nam prav Evropska unija nalaga z novo resolucijo, da vendarle, bom rekel, se spremenimo in tukaj se vidi, kako dobro je, da imamo končno neko zvezo, ki pozna te vrednote, ki nam še vedno manjkajo. In zato mislim, da se je vredno vztrajati in očuvati to edino, kar imamo vsi, in to je naša lastna država. Naj živi Slovenija. Hvala, gospod Igor Bavčar, da ste svoje misli delili z nami in tudi hvala za vse, kar ste storili za Slovenijo v času njenega rojstva.